zadeva celotno regijo Zahodnega Balkana, sem jaz v razpravi predvsem poročala skupaj z avstrijskim kolego Schallenbergom o najini misiji pod pokroviteljstvom Evropske unije in Josepa Borrella v Črni gori. Povedala sva, da so postopki v teku za imenovanje ustavnega sodišča. To je zdaj ena ključnih zadev, ki jih mora Črna gora izpolniti, in bilo je vsesplošno strinjanje v razpravi, da moramo ta pritisk na Črno goro nadaljevati, da z ustavnim sodiščem, z imenovanjem manjkajočih sodnikov država stopi ven iz te globoke politične in institucionalne krize. In zdaj spremljamo, v začetku februarja bi lahko se zgodilo to ključno glasovanje. Volitve predsedniške so marca, verjetno tudi predčasne parlamentarne volitve. Tako da Črna gora ostaja ena taka rak rana iz države, ki je bila najbolj uspešna na poti v Evropsko unijo, zdaj v državo, ki postaja problem. Tako da smo se zavezali k nadaljnji pomoči Črni gori, sem pa obvestila tudi kolege malo prej o poti v Bosno in Hercegovino in na Kosovo. Na Kosovo je danes prišlo spet do streljanja na dva srbska pripadnika v severnem delu Kosova, in to je seveda skrb vzbujajoča situacija z krepitvijo albanskih specialnih sil, tudi z Albinom Kurtijem. Sva se dolgo pogovarjala v Prištini, nujno bi bilo, da Kosovo čim prej vzpostavi to skupnost srbskih občin, tudi v pripravah na aprilske volitve v severnem delu Kosova, in ta hip razmere res niso dobre. Bosna in Hercegovina, pričakujem, da bo v kratkem imenovana vlada, to je dobra popotnica za državo. Očitno je tudi ta status kandidatke Bosni in Hercegovini prispeval k temu, da bolj zavzeto se formirajo nove oblasti, je pa Slovenija ponudila in tudi jaz med svojim obiskom tehnično podporo pri vseh reformah, ki so potrebne za nadaljnje korake v Bosni in Hercegovini. Pogovarjala sem se z Lajčakom in z Varheljem o vseh teh razmerah precej podrobno. Oba je zanimal pogled po naših obiskih v regiji in iskali smo, kakšne bi lahko bile še te skupne rešitve za podporo vsem državam v procesu reform. Dve kratki vprašanji. Prvo, omenili ste pritisk, da ga je treba ohranjati na Črno goro, se pravi na kakšen način, kakšen pritisk bi bil to, in drugič, kako so se ministri odzvali ravno na ta incident današnji na severu Kosova. Je bilo tukaj kaj razprave? Ker je to precej sveža informacija, razprave o tem ni bilo. Jaz sem pravzaprav jih obvestila, ne vem, koliko so bili obveščeni, tudi komisar Varhelji popoldne še ni bil seznanjen, ko smo mi že dobili informacijo, tako da ni bilo razprave. Za Črno goro je pa tako, da zdaj seveda vsi po svojih kanalih se pač pogovarjamo s predstavniki političnih strank tam, jim sporočamo, da je to 6. poskus in da 6. poskus mora uspeti, sicer bo Črna gora skrenila z evropske poti. Pa je to bo še kakšna uradna izjava glede Črne gore, kakšen uraden poziv strani Borrella, ministra? Težko govorim v imenu drugih, a bo še kak poziv, zagotovo pa vem, da marsikdo razmišlja o pogovorih. Zdaj bila je ena od idej, ali bi bila še potrebna kakšna pot v regijo, ampak v tem trenutku še ni končne odločitve. Danes ne bi tudi prvič razpravljali o teh 10 točkah mirovnega predloga Zelenskega. Ste o tem razpravljali in kaj je ta razprava pokazala, v katero smer je šla? Da, razpravljali smo o več zadevah povezanih z rusko agresijo v Ukrajini, predvsem spet močna podpora Ukrajini v vsej pomoči, tudi Slovenija pomaga Ukrajini po svojih najboljših zmožnostih. Poročal nam je zunanji minister Ukrajine, ki je seveda pozval k nadaljnji odločni podpori. Danes smo se dogovorili za dodatnih 500 milijonov evrov v okviru Evropskega sklada in pa dodatnih 45 milijonov evrov za urjenje. To je pomembno sporočilo Ukrajini naprej v pomoči. Kar pa zadeva mirovni načrt v 10 točkah, je bilo nekje splošno strinjanje, tudi moj poziv naj bo čim širši konsenz, soglasje glede teh 10 točk,
da bomo res nastopili z enim glasom in da Ukrajini res izrečemo vso podporo. Pripravljamo se tudi na konferenco Evropska unija Ukrajina, tudi na mirovno, tako da vsa pomoč tu Ukrajini je zagotovljena. Kakšno pa je stališče Slovenije glede tega načrta? Podpiramo ta načrt? Zavzemamo se predvsem za to, da je čim širši konsenz okoli 10 točk. Nekatere se zdijo bolj realistične. Zjutraj smo imeli sestanek z vodjo direkcije oziroma agencije za jedrsko varnost, ki se je pravkar vrnil iz Kijeva, in on nam je sam povedal, da prva točka, ko gre za jedrsko varnost, je zagotovo nekaj, kjer lahko in imamo še čas, veliko naredimo, da zaščitimo nuklearko. Obstaja namreč resna grožnja, na kar nas je opozoril, da spopadi potekajo v zelo neposredni bližini in da moramo zelo hitro ukrepati, da zagotovimo jedrsko varnost, in to je recimo prva točka tega načrta, ki je recimo zelo uresničljiva. Vse ostalo je pa res podpora in iskanje čim širšega soglasja. Je pa, se mi zdi, načrt zagotovo korak v pravo smer, da se Ukrajini pomaga pri iskanju poti za končanje vojne. To je vse, kar si vsi tudi najbolj želimo. Mogoče še glede srečanja z italijanskim zunanjim ministrom, kaj sta se dogovorila, oziroma Italija je napovedovala oziroma omenjala, da bi lahko uvedla nadzor na meji s Slovenijo. Kaj je iz tega srečanja? Ja, z italijanskim zunanjim ministrom Tajanijem sva se pogovarjala tudi v luči njegovega prihoda v Slovenijo. Sredi marca bo na dvostranskem obisku na moje povabilo. Ena od tem je bila, kako skupaj Italija in Slovenija naši policiji pomagati pri varovanju zahodno-balkanske poti in pri spopadanju z nezakonitimi migranti na tej poti, zlasti v luči, ko je Hrvaška vstopila v šengensko območje. Jaz sem ministru tudi prenesla naše sporočilo, da smo mi vsekakor zelo, zelo pripravljeni, da skupaj z policijo, ki že dobro sodeluje, slovenska in italijanska, in skupaj z morebiti patruljami zaščitimo tudi mejo, da ne bi prišlo do morebitnega zaostrovanja prehodov za potnike, ki koristijo šengenski prostor. Pa je napovedal mogoče kakšne ukrepe na tem področju minister? Ne, minister ni napovedal, sva pa ob tem, ko sva se zelo na kratko pogovarjala, več pozornosti namenila, kako skupaj, ker imamo ta skupni, posebej tudi gospodarski interes v regiji Zahodnega Balkana, iskati nove pobude za sodelovanje, da smo še bolj proaktivni, vsaj države, ki imamo v naši regiji skupni interes. Še kaj mogoče? Če lahko, kakšne sploh so zdaj razmere po vstopu Hrvaške na meji? Sicer je to bolj za notranje ministrstvo, vseeno. Govorila sta tudi o razmerah na zahodno-balkanski poti, v bistvu kakšne spremembe prinesel ta? No, jaz sem ministru posredovala eno informacijo tudi za našega notranjega ministrstva. Številke niso toliko alarmantne, da bi morali uvajati kakršnekoli dodatne ukrepe. Dejstvo pa je, da naše policije, slovenska, italijanska, dobro sodelujejo, da če je potreba, bi se lahko tudi skupaj sestali in ministri Hrvaške, Slovenije in Italije in pogovarjali o tem, kako z morebitnimi skupnimi patruljami pomagati ali pri varovanju zunanje šengenske meje ali pri premagovanju ovir na zahodno-balkanski poti z prišleki. Hvala? Okay, sorry. Sorry, go ahead. Yes, one question for German television, please. Is Germany under pressure to send tanks? There was a general discussion today about the additional support to Ukraine, and I think it was quite a big awareness from the ministers at the table. Also, I repeated, we don't need absolutely any tensions among us. Germany is in fact supporting Ukraine in a great extent, and we recognize that. And when it comes to the vehicles, Leopards, it's of course the question between Germany and the countries that are possessing these vehicles. Slovenia doesn't have them, so we are supporting Ukraine in any other possible terms we can, according to our capacities. But no, there was no critical discussion. I think it was a lot of understanding that we need unity. Thank you. Can I ask
Did you discuss designating Iran's Revolutionary Guard as a terrorist organization? There were some voices heard on that, but mostly there was a strong condemnation of ministers in general about what is happening in Iran with death penalty, with protesters being arrested in prisons. So this was a discussion with Iran that we should carefully follow it and really see how to pressure more on Iran to keep peaceful protesters and everything that is happening in a better situation that is today. Specifically on the designation of No guards as decision was taken. no decision was No. taken. Thank you very much. Thank you.